Trumpova administracija v Iranu zelo tvega in Peking ima v rokavu adut v obliki teh tako imenovanih redkih zemelj. Prekinitev njihove dobave bi lahko povzročila velike težave za Združene države in Tajvan. Edino vprašanje je, ali bo Xi poskusil s pritiskom. Če gledamo širšo sliko in razmišljamo o svetu v vojni, načrtovalce Pentagona že desetletja skrbi Indo-Pacifik. Nekega dne bo Peking poskušal izvesti invazijo na Tajvan, kar bo povzročilo gospodarsko spiralo, zaradi katere bodo trenutne težave z vojno z Iranom videti smešne. Dobrodošli v 21. stoletju, kjer skozi Hormuško ožino gre 20% surove nafte. Približno 60% vseh in 95% najnaprednejših polprevodnikov prihaja z Tajvana. Glavna skrb, o kateri razpravljamo in kar bi svet res spremenilo v tretjo svetovno vojno, je usklajena operacija. Od neomejenega prijateljstva med Moskvo in Pekingom, kjer prvi napada vzhodno Evropo, drugi pa prečka tajvansko ožino. To bi močno obremenilo ZDA, ki bi bile verjetno že pod novim predsednikom in imajo pomembne gospodarske interese v obeh regijah. Obeti na evropski strani so običajno boljši na kratki in srednji rok. Na kratek rok bi ruska samopovzročena zagata v Ukrajini Kremlju preprečila zbrati dovolj sil, razen če bi vpoklical vojsko za drugo fronto, kar bi bilo politično tvegano. Na srednji rok, dokler evropske zaveznice NATO izpolnjujejo svojo obljubo, da bodo za obrambo namenile 5% BDP, bo imela celina dovolj moči, da sama ustavi ruske čete. Prispevki Združenih držav Amerike bi le olajšali proces. Obeti v Indo-Pacifiški regiji so na kratek in srednji rok zaskrbljujoči. Peking bo srednjeročno zgradil dovolj desantnih plovil, da bo resna invazija na Tajvan izvedljiva. Ameriška mornarica v kratkem času dokazuje, da ne more čez noč prevzeti nadzora nad ožino. Treba je poudariti, da nobena mornarica, razen ZDA, ne bi zmogla tega, kar počnejo v Iranu. Pomembno je poudariti razliko med poskusom prisiliti režim k odstopu z bombardiranjem države in z enakim pristopom odbiti amfibijsko invazijo. V vsakem primeru ni enostavno udejaniti pomorske moči v praksi. Ta skrb je del tveganja, ki je morda povzročilo začetek vojne z Iranom. Če bi LRK napadla Tajvan, bi Iran lahko občutil podoben pritisk za ukrepanje na Bližnjem vzhodu, medtem ko bi bila ameriška mornarica zasedena v Indo-Pacifiški regiji. V Indo-Pacifiški regiji Združene države zaradi pomankanja desantnih plovil niso zaskrbljene za neposredno prihodnost. Če so obveščevalne ocene pravilne, bo Peking vprašanje desantnih plovil rešil najprej leta 2027. Tako bi lahko, če bi Združene države leta 2026 odstranile Iran s prizorišča, Peking le sedel in opazoval. Ameriški mornarici se tako pozneje ne bi bilo treba bati, da bi bila razpeta med dvema frontama. To bi morda že sprva odvrnilo Peking od invazije na Tajvan. ZDA bi za uspešen manever morale opraviti dve zelo zahtevni nalogi. Najprej bi potrebovali neko vrsto zmage v Iranu. Drugič, morali bi si pravočasno opomoči, da bi se lahko soočili s kakršnimkoli izzivom v Indo-Pacifiku. Poglejmo si ta dva izziva po časovnem zaporedju. Vojna je bila že od samega začetka politična katastrofa za Trumpovo administracijo. Imela je najmanj priljubljen začetek vojne v zgodovini ameriških javnomnenjskih anket. Ni bilo učinka združevanja naroda okoli zastave, vse to pa še pred velikim zvišanjem cen goriva v Združenih državah. In to je samo na domačem prizorišču. Kaj šele, kako se o tem počutijo mednarodni partnerji zunaj Bližnjega vzhoda? Izjemno je tudi, da se je to sčasoma še poslabšalo. Ko se je vojna začela, je 38% Američanov verjelo, da je Trumpova administracija jasno pojasnila cilje ZDA v Iranu. Mislili bi, da bi bilo glede vojne z Iranom, ki je zadnje več kot 3 tedne glavna novica, več jasnosti. Vendar je ta številka padla na 32%, kar odraža nedosledno razlago, ki jo je Trumpova administracija širila v tem obdobju.
Če pa se osredotočimo zgolj na vojaški vidik, je situacija precej bolj mešana. Opaženo je očitno poslabšanje iranskega orožja, predvsem balističnih raket in dronov. Izstrelitve so precej upadle v primerjavi s prvimi dnevi vojne. V podatkih o iranskem povračilnem napadu, zaradi napadov na njegovo plinsko polje Južni Pars, pa komaj da opazimo kakršenkoli porast. Nekoč se je zdelo verjetno, da Iran morda hrani zaloge za poznejše napade. No, ta porast vam pove, kako obsežne so iranske zadržane zaloge. Nekaj dela ostaja, a CENTCOM je zadovoljen s situacijo. Jedrski program je druga zgodba. ZDA so začele napadati te lokacije, kar kaže, da Pentagon meni, da so junijski napadi izničili možnost iranskega preboja. Za ZDA obstaja dve nekoliko bolj nejasni vojaški vprašanji. Ena od teh je ožina Hormuz. Če Združene države ne bodo mogle prisiliti k njenemu ponovnemu odprtju, bo ta vojna izgubljena. Prejšnji teden sem pojasnil, zakaj je prisilno ponovno odprtje mogoče. Nekateri komentarji so namigovali, da sem rekel, da je to enostavno. Nisem tega rekel. To bo razmeroma enostavno. Če bodo Združene države izčrpavale iranske sile vzdolž obale, operacije so se šele začele in bodo morale biti obsežne, da bodo tankerji sploh razmislili o prečkanju ožine. Bodite pozorni na to situacijo. Nazadnje je tu še iranska vlada. Situacijo bi najbolje opisali kot poraz za vlado, ne pa kot padec vlade. Nekdanji vrhovni vodja, več njegovih visokih podrejenih in bližnjih sorodnikov je mrtvih. Njegov sin naj bi bil zdaj vrhovni vodja, a zaradi pomankanja dokazov, da je živ, počasi izgubljam razum. Nameravam nadaljevati z risanjem paličnjakov, tudi če se pojavi. Tako bi ta del konflikta opisal kot vojaški uspeh Združenih držav Amerike, ki pa hkrati ni povzročil želenega učinka znotraj Irana. Kljub temu bi morali dati nepopolno oceno, saj so avtokratske vlade včasih varne, dokler nenadoma niso več. Skratka, politično gre Združenim državam Amerike zelo slabo, vojaško stanje pa je solidno, čeprav ne gre za prepričljiv uspeh. Prejdimo na drugo. ZDA se morajo opomoči, preden se spopadajo s Kitajsko. O tej težavi bom govoril na splošno, saj nihče zunaj Pentagona ne ve, kako resna je. To je slabo stanje, ki zahteva obnovo po vsem, kar je bilo porabljeno v tej vojni. Problema obnove ne vidim kot finančnega problema. Čeprav podpora vojni z Iranom politično polarizira javnost, se obe strani strinjata, da ZDA primanjkuje kovin. Težave s Kitajsko bodo verjetno nastale pod naslednjo administracijo. Demokrati pa ob šibki republikanski stranki optimistično gledajo na svoje možnosti leta 2028. Težava bi lahko nastala pri vzpostavljanju novih zalog zaradi vpletenosti Kitajske. To bi rekel z nekaj ironije, če to ne bi bila namerna strategija Pekinga. Kot ste morda uganili, je težava pri redkih zemeljskih elementih. Ljudska republika Kitajska morda nima monopola na trgu, ima pa nadzor nad veliko večino. Redke zemlje se uporabljajo skoraj v vseh dragocenih izdelkih v dobavni verigi. Pred desetletjem je trg redkih zemelj bil vreden približno 9 milijard dolarjev. Vrednost teh izdelkov je bila 7 bilijonov. In ja, to pomeni, da se redke zemlje uporabljajo v vsakem visokotehnološkem orožju, ki ga proizvajajo Združene države. Stvari, kot so rakete Tomahawk, ki jih mornarica očitno porablja z zaskrbljujočo hitrostjo. Strategija pritiska predvideva, da Peking uvede izvozne omejitve za redke zemlje. Združene države v naslednjih nekaj letih svojih zalog ne morejo ustrezno obnoviti. Kitajska napade Tajvan, morajo ZDA to sprejeti zaradi pomankanja alternativ. Obseg problema lahko prilagodite, a osnovna zamisel ostane enaka. Peking uporablja moč nad redkimi zemljami za povečanje možnosti združitve Kitajske. Ali bi to res delovalo in ali bi Peking poskusil? Proizvodnja redkih zemelj ni vprašanje neizkoriščenih zmogljivosti. Gre za sprejemljivost. Združene države Amerike so bile nekoč vodilne v trgovini z redkimi zemljami.
Redke zemlje, kot ste že večkrat slišali, niso tako redke. V sledovih jih najdemo po vsem svetu. Kar jih v praktičnem smislu naredi redke, je ekonomika. Upravljati morate velike rudnike in nadzorovati umazan postopek rafiniranja za pridobitev uporabnih surovin. V 80-ih letih so bile Združene države pripravljene premagati vse ovire. Rudniki, kot je Mountain Pass v Kaliforniji, so ZDA prinesli tržni delež nekje v 30%. Potem sta se zgodili dve stvari. Washington je uvedel okoljske predpise za omejitev rafiniranja, kar je povečalo stroške domače proizvodnje. Drugič, Kitajska je vstopila na trg. To je bila tako ekonomska kot strateška odločitev. Peking gospodarsko ni bil zaskrbljen zaradi okoljskih učinkov. To bi Kitajski omogočilo, da cenovno spodkoplje druge proizvajalce. Če bi jim uspelo, bi druge države zaprle obrate. To bi Kitajski dalo strateško prednost. Redke zemlje bi bile kot nafta z Bližnjega vzhoda ali tajvanski polprevodniki. Če bi bili vsi odvisni od kitajske proizvodnje, bi Peking lahko z grožnjo prekinitve dobav izsilil politične koncesije. In to je v bistvu tisto, kar se je zgodilo. Kitajska je postopoma povečevala svoj tržni delež. Rudnik Mountain Pass in drugi v Združenih državah so se zaprli. Leta 2010 je bilo 97% proizvodnje v Ljudski republiki. Na to je sledil prvi resni politični preizkus. Kriza redkih zemelj 2010-2012. Ne, to ni bila 5-delna zgodba iz vaše najljubše stripovske serije. Namesto tega je 7. septembra 2010 kitajska ladja, to je tista modra na vašem zaslonu, delovala zunaj določenih ribolovnih voda v bližini spornih otokov Senkaku. Japonska obalna straža je posredovala in sprožila hitro zasledovanje, ki ga gledate. Kitajska ladja je med zasledovanjem trčila v več patruljnih ladij obalne straže. Japonska je ujela ladjo in aretirala vse na krovu. Peking s tem ni bil zadovoljen, zato je Kitajska kot sredstvo prisile omejila izvoz redkih zemelj na Japonsko. To se je zgodilo, ko je Kitajska zvišala izvozne dajatve in zmanjšala proizvodnjo za 20%. Cene redkih zemelj so bile 10-krat višje kot leto prej. Na zahodu so se odzvale predvsem Japonska, Avstralija in ZDA. Japonska, ki si je želela trajno zagotoviti dostop do redkih zemelj, je investirala v avstralsko podjetje Linus. Rudnik Mountain Weld se je odprl naslednje leto in Avstralija je prvič postala pomemben igralec na področju redkih zemelj. Tudi ZDA so se resno lotile vrnitve na trg. Tržni delež Kitajske v proizvodnji je danes le okoli 60%, a država še vedno obvladuje 90% predelovalne industrije. Kitajska je dosegla izpustitev posadke, a to je morda škodovalo njeni dolgoročni prisilni moči. In res se vprašanje vrača k temu, ali bi Kitajska sploh poskusila s tovrstnim pritiskom. To bi odstopalo od kitajske politike. Samo služiti denar in ne povzročati težav. ZDA in Kitajska sta konkurenta, a njun odnos ni kot hladna vojna. Srečanja med voditeljema so običajna in ne prekinjajo novičarskega cikla kot nekoč srečanje Reagana in Gorbačova na Islandiji. Za Kitajsko je tveganje precejšen gospodarski upad. Bela hiša ne bi preprosto sprejela prepovedi izvoza redkih zemelj. Nedvomno bi odgovorila s paketom povračilnih carin. Kitajska bi se lahko znašla v ponovitvi krize iz 2010, kjer prepoved spodbuja naložbe drugje. V tem pogledu je kriza iz leta 2010 morda preprečila današnjo morebitno igro izsiljevanja, še preden se je sploh začela. Rudnik Mountain Pass zdaj ponovno obratuje, hitri ponovni zagon pa je bil mogoč, ker so pred nekaj desetletji zgolj začasno ustavili dejavnost. Pentagon nam zagotavlja ceno, zato bomo preživeli ne glede na dogajanje na trgu. In čeprav Kitajska še vedno nadzoruje večino predelave redkih zemelj, imajo zahodna podjetja dovolj nadzora, da pokrijejo potrebe vojske. Ne gre za vprašanje zmogljivosti, temveč pripravljenosti civilnih trgov prenesti višje cene.
Če bi Kitajska začela odprto gospodarsko vojno z namenom prečkanja ožine, bi bila verjetna podpora obeh strank za dodelitev sredstev vojski, tudi če bi to pomenilo gospodarsko katastrofo. ZDA bi lahko, kar niso pridobile neposredno, začele uvažati prek tretje strani. Nedavno smo videli, kako je druga država zaobšla sankcije. Predstavljajte si, kako lažje bi bilo za državo, ki je večji igralec na svetovnem trgu. Peking bi takšne izvozne omejitve zagotovo uvedel, ko bi bile priprave na morebitno invazijo na Tajvan končane. Toda povzročiti širšo krizo prej morda ne bi imelo želenega učinka. Torej, kaj smo se naučili? Iranska vojna bo povzročila, da bodo Združene države morale dopolniti svoje zaloge orožja. Redke zemlje so zato nujno potrebne. Kitajska prevladuje na trgu redkih zemelj. Če bi Kitajska hotela, bi lahko pritisnila na Združene države in poskušala narediti potezo za prevlado nad Tajvanom. Kitajska pritisk iz leta 2010 je morda onemogočila to možnost. Mislim, da je to za danes, 27. zaporedni dan ustvarjanja videoposnetkov, dovolj z moje strani. Do naslednjič si oglejte moj QA video na Lines on Maps Extra od včeraj. In če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. Pa se vidimo naslednjič. Pazite nase.